opažamo tudi, da nas kličejo recimo v kontaktni center, tudi stranke 90+, ko uporabljajo, ki nakupujejo preko spleta, uporabljajo mobilno in spletno banko, tako da kar ponosni na njih. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Moje ime je Živa Avžner in danes je z nami Simon Dedivanovič, vodja kontaktnega centra v NLB. Pozdravljeni. Danes smo tukaj, da se malo pogovorimo o digitalnem bančništvu. Pa bi vas jaz za začetek kar povabila, da mi mogoče na kratko poveste, kaj sploh spada vse pod ta pojem digitalno bančništvo. Se pravi, digitalno bančništvo je učinkovito poslovanje z uporabo sodobnih medijev, se pravi, tukaj lahko upoštevamo spletno banko, mobilno banko, e-denarnico in pa seveda tudi plačevanje preko spleta. Pa če bi lahko izpostavili 3 največje prednosti, da se je pa vse prestavilo na digitalno, kaj bi izpostavili? Največja prednost je, da je dosegljivo 24 ur na dan, kjerkoli, kadarkoli. Velja dodati tudi, da je okolju prijazno, se pravi, prihranimo papir, pot in čas. Mobilna banka Klikin na pametnem telefonu ponuja vse, kar omogoča klasična poslovalnica in to nadaljavo. Zdaj, ko ste prej našteli vse te zadeve, od spletne banke, spletne, potem na mobitelu imamo mobilno banko in pa še e-denarnico. A bi rekli, da se sploh zavedamo, koliko storitev je v bistvu vključeno v digitalno bančništvo in koliko jih imamo na dosegu, brez da bi šli dejansko fizično na banko? Zdaj, v času pandemije je digitalno bančništvo šlo v porast, povečalo se je število uporabnikov kar za nekajkrat. Temu primerno smo tudi banke morali prilagoditi svojo ponudbo, tako da lahko delamo že vse od sklepanja kreditov, zavarovalništva do blokacije naročila kartic, ker vse dokumente lahko podpišemo nadaljavo. Ogromno zadev torej. Tako, definitivno. Skoraj vse. Ja, super. Pa če se morda postavim v kožo nekoga, ki pa ni toliko navajen, da je vse digitalno, mogoče tudi v vlogo starejše osebe, bi me najprej zanimalo, ali je tam moj denar varen. V banki je varnost na prvem mestu, zato tudi redno posodabljamo vse naše varnostne nastavitve, ustrezno tudi izobražujemo naše stranke, tako pisno, ustno, imamo tudi dogovor s tretjo univerzo Simbiozo, kjer starejše uporabnike podučujemo pravilne uporabe spletnega bančništva in mobilnega bančništva. Mislim, saj to je glih, starejše osebe niso tako navajene na uporabo mobitela in se mi zdi zelo dobro, da v bistvu tudi njim ponujate pomoč. Tako, ponujamo pač več vrst pomoči, ampak še vedno pa ostaja tudi klasično bančništvo na razpolago. Pa se vam zdi, da so že se navadili na to novost? Večina ja. Opažamo tudi, da nas kličejo recimo v kontaktni center, tudi stranke 90+, ko uporabljajo, ki nakupujejo preko spleta, uporabljajo mobilno in spletno banko, tako da. Kaj pa pomeni v bistvu za bančne izpiske v fizični obliki sedaj, ko se je vso to bančništvo preselilo, v bistvu je postalo digitalno bančništvo? Ali jih je še možno dobiti, ali so čisto pozabljeni? Trenutno imamo še na voljo, se pravi, izpiske v fizični obliki, ampak se vse več strank odloča za izpiske v elektronski obliki, že samo zaradi tega zavedanja porabe papirja in podobno. Tako da imamo trenutno, če se ne motim, že več kot 70% uporabnikov, ki so na izpiskih v elektronski obliki. In to v bistvu do njih dostopamo tudi preko spletne banke? Ali pa mobilne? Ena možnost je, da jih imate v spletni banki, druga možnost pa je, da jih dobivate kar na vaš mail. Aha, tako. Dobro. Jih imate vedno pri roki lahko. Mogoče je res to pospešila še epidemija. Definitivno, vse skupaj. Ja. Kaj pa bi svetovali, kako naj nadzorujemo svoj denar oziroma kaj se dogaja na naših platformah, torej na spletni banki, na mobitelu, kaj naj spremljamo? Na mobitelu in na spletni banki lahko spremljate, se pravi, svoje poslovanje 24 ur na dan, imate vpogled, tako da svetujemo strankam tudi vklop varnostnih SMS sporočil. To pomeni? To pomeni, da v primeru zlorabe dobite SMS in lahko pravočasno blokirate kartico.
Kartico lahko po novem blokirate tudi v mobilni denarnici NLB Pay. Se pravi, lahko blokirate samo spletno poslovanje, se pravi, če ne želite, da se ta kartica uporablja za splet, jo lahko blokirate. Lahko blokirate tudi bankomatsko poslovanje, se pravi, blokirate vse dvige na bankomatu, posledično ste s tem dodatno zaščiteni, če imate kakršnekoli strahove. Ampak pri SMS obveščanju pa lahko dobiš tudi SMS, ko narediš nakup, ko dvigneš denar ali samo ob zlorabi? Ne, ob vsaki transakciji pride SMS. Mogoče na začetku malo nadležno, ampak se človek navadi. Se verjetno potem navadiš, pa že gledaš, aha, je šlo skozi ali ne? Tudi to. Je super, v bistvu dodaten način, da spremljaš neko svojo porabo in pa, da je vse tako, kot mora biti. Drži. Omenjali ste pa tudi pomoč. A ponujate torej pomoč tudi pri namestitvi ali samo pri uporabi? Za pomoč smo vedno na voljo 24 ur na dan v NLB kontaktnem centru. Dosegljivi smo tako preko telefona, elektronske pošte, kot tudi preko videoklica. Zdaj, videoklic bi še dodatno izpostavil, ker je dodatna prednost, da se identificirate z osebnim dokumentom in posledično lahko uporabljate več storitev. To je zdaj čista novost, ne? Imamo že par let, ampak z pandemijo, tako kot ostale stvari, je tudi ta v porastu. In kako iz prakse potem to izgleda? Ti pokličeš in kot da bi imel videoklic s prijateljem v bistvu. Tako, pokličete, na drugi strani dobite enega od naših svetovalcev, identificirate se z osebnim dokumentom, če ste uporabnica, se pravi, mobilne banke Klik-in, tudi to ni potrebno, ker se logirate in s tem že naredite prepoznavo, tako da lahko skoraj vse, kar upravite v poslovalnici, upravite preko videoklica. Super, zelo priročna zadeva in pa v bistvu še malo bolj osebnega stika imaš, čeprav si nadaljavo. Tako, prednost je tudi to, ker je dosegljivo 24 ur na dan, se pravi tudi ob nedeljah ob 11. zvečer nas dobite in lahko upravite storitve. Zavedamo se, da je čas dragocen in da ga raje preživljate kje drugje kot v vrstah. Glede na to, da se s strankami zdaj soočate tudi preko osebnega klica in ste 1-na-1 tudi z videom, zagotovo obstajajo kakšne zanimive anekdote in mi bi jih z veseljem slišali. Sigurno ena od teh zanimivosti, ki se nam je v kratkem pripetila, je, ko nas je klicala stranka, ki je želela pokriti, se pravi, negativno stanje na osebnem računu. Ko smo ga povpraševali, s kje prenakažemo sredstva, je povedal, da ne, da on ima gotovino. Žal ni šlo, ampak je lahko gotovino položil seveda na bankomatu. Ena od zanimivosti je tudi, ko nas je klicala stranka, ki so jo ukradli kartice na dopustu, ker pač je sama izdelava kartice dolgotrajna oziroma traja tudi do en teden. Smo stranki lahko na pomoč priskočili z virtualno kartico, ki si jo je naložila v NLB Pay. Ta kartica je aktivna takoj. Tako da je bila stranka res hvaležna, ker je lahko naprej uživala na dopustu. Odlično, to je bila res hitra rešitev. Tako. Bi izpostavili še kakšno prednost teh virtualnih kartic? V bistvu to so kartice, ki jih nikoli ne primemo v roke, ne? Pri pooblaščenskih karticah bi to izpostavil, ker če ste pooblaščeni na računu in se odločite za kartico, če je želite v fizični obliki, je plačljiva, sicer malenkostno, 6 evrov in še nekaj. Če pa se odločite za virtualno, je pa brezplačna. S tem, da virtualno lahko tudi dodate v NLB Pay svoj, tako da jo lahko uporabljate tudi za splet in vse ostale storitve. Torej, ko pravite pooblaščene, smo lahko pooblaščeni še za račune, v bistvu bančne račune nekoga drugega? Seveda, lahko ste pooblaščeni, če vam zaupajo. Ja, to je res. S tem se strinjam. Ampak tudi online pomoč je v bistvu v redu, ker smo navajeni klepetanja prek, da si pišemo, in tudi to ponujate. Trenutno preko elektronske pošte lahko dajete naročilo preko mobilne ali spletne banke, naročilo in sporočila tudi. Pa pojdiva še malo na mobilno denarnico NLB Pay. Ja. Torej, kakšne so njene prednosti, zakaj predlagate, da bi jo imel uporabnik? Največja prednost zame osebno je, se pravi, nakazovanje denarja prijateljem, sorodnikom preko Flik plačil. Gre za instant plačila, se pravi, tudi če ima prejemnik na drugi banki račun, bo to takoj dobil ta sredstva. Prednost je še, ker tukaj ni nobene provizije. Potem pa poleg tega so plačevanje v trgovinah, preprosto spletno nakupovanje,
potrjevanje spletnih nakupov, nakazovanje denarja smo že omenili, upravljanje z varnostnimi nastavitvami, to smo tudi že omenili. Še ena prednost pa je, ker imate notri vpogled v vašo PIN številko in jo lahko tudi spremenite. Se pravi, ni potrebno več iti na bankomat, lahko to opravite s svojega mobilnega telefona. Zdaj, tukaj bi dodal še osebno izkušnjo, se mi včasih zgodi, da pozabim denarnico, vedno ta mobilna denarnica pride prav v takih primerih, ker lahko plačam z mobilnim telefonom. To so v bistvu potem te virtualne kartice. Ali ne? Se pravi, lahko fizično kartico dodate v to e-denarnico. Imamo pa tudi virtualno kartico, gre za kartico, ki jo ne dobite v fizični obliki, imate jo nameščeno v NLBP in lahko vse upravljate s to kartico. Nakupujete preko spleta, če ste uporabnica, se pravi Android operacijskega sistema na mobilnem telefonu, pa lahko tudi plačujete, dvigujete na bankomatu. Tudi samo osebno imam to kartico, zaenkrat še nisem imel nobenih težav. Bi se pa rada vrnila še malo na plačevanje s flikom. To v bistvu pomeni, da če sedim s prijatelji na kavi in če nekdo plača in bi mu rada dala, lahko to naredim v sekundi preko flika. Tako, in tudi v sekundi bo imel sredstva na računu. To je zelo dobra zadeva, bi rekla, ker se mi zdi, da je velikokrat ravno to dogovarjanje, kdo bo dal za kavo, koliko si bomo vrnili, ja, nimam dosti drobiža. In velika prednost je, da imaš tudi pri drugih bankah v bistvu podpiranje tega flika. Tako, gre za novost, ki je vsekakor dobrodošla. V porastu je predvsem pri mladih, ampak tudi starejši uporabniki se počasi lotevajo tega, tako da reklamiramo oziroma ponujamo to strankam, jih obveščamo, da imajo to na voljo. To je super. Pa se še dotakneva malo stroškov. Kako pa je stroški glede digitalnega bančništva? Se pravi, vse je vključeno v stroške paketov oziroma stroške vodenja osebnega računa, tako e-denarnica kot mobilna banka Klik in ali spletna banka Klik, vse je brezplačno, tako rekoče. Super, vse v paketu. Tako. S tem vprašanjem sva zaključila najin pogovor o digitalnem bančništvu. Resnično upam, da so se naši poslušalci naučili nekaj novega in da bodo spretno uporabljali vaše digitalne storitve. Najlepša hvala za vaš čas. Hvala vam za vabilo. Lep pozdrav vsem gledalcem oziroma poslušalcem. Hvala, nasvidenje.